neutralen in transparenten. Torej, tako kot se na trgu dogaja in odvija, točno tako v bistvu firma pelje to zadevo. Firma ne more nekaj dostaviti, če tega na trgu trenutno ni. Ne? Tako da je pomembno, da razumemo, in jaz zelo rad delim zaslon, delim v bistvu prav eno stran, ki sem jo že večkrat pokazal, in bi ful rad, da jo vsak od vas uporablja, da jo malo počekira, malo se iz te strani nauči in tudi to lahko pokaže ostalim. hashrateindex.com. Tukaj je vse o Bitcoinu, o rudarjenju Bitcoina, vse, kar je pomembno vedeti. Če kliknemo gor na puls, gledamo farme, koliko moči ima kera farma, s temi, ki mi delamo, en pool, vaja BTC F2 pool, med največjimi, koliko ima terahashov, exahashov, pardon, vse se da spremljati, realno, dnevno, vse se to osvežuje, ampak bolj pomemben, zdaj trenutno za razlago stable mining kartice, če kliknemo desno zgore na hashrate index data, tukaj le dobimo točen pogled, kaj se dogaja na globalnem trgu, lahko rečem, Bitcoin rudarjenja. Andreja, prosil bi te sem, če sprejemaš ljudi, ki vletavajo še zdaj noter. Hvala ti. No, lej, in tukaj zdaj, naprimer, tukaj je zdaj graf. Če pogledam zadnjih 7 dni, tukaj naštimam dolar v terahashi, ker mi imamo kartico na 100 terahashov. Tole je graf hash price. Hash price je nagrada, ki jo mi dobimo v Bitcoinu dnevno, na 100 terahashov, kle je predstavljeno na 1 terahash, ker je 0,03888 dolarja, ampak 100 terahashov pomeni 3,8, to je bruto. Tukaj potem fee, ki ga pobere pool, ki ni vštet tukaj noter, in pa tudi 10% gre v grid bonus, kolikor vemo. Okay? Ampak kaj želim povedati? To je graf, ker mi vidimo, da se ta zadeva dnevno spreminja. Nagrada za narudarjen Bitcoin dnevno se spreminja, to ni fiksna zadeva. In če pogledamo, v zadnjem letu, od januarja 2025, je malo zrastel hash price, je bila nagrada višja, pa je pol padal do aprila, pa je rastel do konca maja, pa je padal spet do julija, pa je šel gor. Ko je bil Bitcoin na 125.000 dolarjev, je bila tudi hash price, sledi ceni Bitcoina, okay? Je nagrada vrečja, ampak ni edina stvar, ki vpliva na to. Kle so difficulties, hash price in pa global hash rate. Ampak samo da boste vedeli. No in potem zadnji mesec je padlo. In ta nagrada za izrudarjen Bitcoin, če gledamo od 22. novembra, ki je bilo najnižje v celem letu, pa do zdaj je najnižja v celem letu, če vidimo, kako je bilo prej. Z tega nekdo reče, kako zdaj v zadnjem tednu jaz dobim ful manj, kaj se zdaj dogaja, kaj je zdaj to. To je iz trga tako. To ni nič mining grace, neki vzel, pa ne vem, spremenil, pa znižil, pa ne vem kaj. Tako je trenutno na trgu. In firma dela, ko ne rečem, kalkulacije na vsake 3 mesece na teh globalnih klicih in prilagajajo glede na to, kaj je na trgu. In to je zdaj trenutno tako do aprila. Da kartica dela 120 dni so najavili, ampak vsi, ki smo noter že odprej, že itak vemo, da delajo 120 dni ali več, ker že zdaj je to bilo v novembru in se je to videl, ker je Bitcoin padel. Ne? Tako da to ni nič novega, da so oni samo uradno najavili, da je to zdaj neko povprečje. To ni nobena sprememba, to je že itak bilo. In to je prilagoditev glede na trg, ker je produkt živ in to treba ljudem razložiti. In zdaj, ker je Bitcoin šel spet gor, konc leta je bil, ne vem, 88 ur, pa je šel pa tudi na 94, vidimo, kaj je grafa, gre tudi na gor, evo, ne. Zadnji teden, je šlo na gor in to se skozi spreminja. Tukaj zdaj ni, in nekdo kalkulira, ja, če bo tako, zdaj sem videl, koliko sem dobil 2 dni, če bo celo leto tako, ne bo celo leto tako. Ti ne moreš narediti kalkulacije na podlagi 3 dni.
ker ne veš, kaj bo marca, kaj bo aprila, kaj bo septembra. To gre skozi gor in dol. In firma reče, za lažje razumevanje ljudi, rečemo zdaj 120 dni, znižala se provizija, ker je pač marža padla, to je realna situacija na trgu in to je zdaj do aprila bo tako. Pa bomo naprej videli, kako bo graf šel, kaj se bo dogajalo in se bo tako prilagajalo. In to je meni super, ker dobimo točno tako, kar je realno. In nobenega blefa, nobenih fiksnih obljub in definitivno za ljudi še vedno mining bitcoina se bolj splača, kot pa kupiti bitcoin, pa ga šparati, pa ga čuvati. Tako da boste te stvari razumeli. Ali je možno, da gre nazaj na 90 dni? Ja. Bomo videli, kak bo graf aprila. Ali je možno, da se poveča provizija? Ja. Ali je možno, da se poveča donosnost? Ja. Vse je odvisno, kako v bistvu plava. Zdaj pa sam še druga razlaga. Zakaj je v bistvu čisto vseeno, ali kartica dela 90 dni ali 120 dni. To je samo, ne bom rekel marketinška fora za ljudi, ki ne razumejo, da imaš v 3 mesecih 14% ali pa v 4 mesecih 14%, ne? Ampak dajmo vzeti za eno enoto, eno kartico, 100 terahashov. Okay? To je pač enota naša. In zdaj, če jaz rudarim 100 terahashov celo leto, 365 dni, res je, da ta kartica vezana na dolarski dobiček. Ne? Ampak naš rezultat, naš outcome je bitcoin, ne dolar. In meni je zdaj pomembno, da v celem letu s to eno kartico, izrudarim čim več bitcoina. Ne? Okay? In zdaj, predstavljajte si, delam 3 mesece, naprimer, da je v 3 mesecih 14%. In čez 3 mesece pol kupim novo kartico, avtomatsko mi jo kupi, okay? Pa mi dela spet 3 mesece, pa spet 3, pa spet 3. V enem letu kartica obrne 4 cikle po 90 dni. Ta kartica je delala 365 dni, 100 terahashov. A mislite, da je kakšna razlika v izkupičku v bitcoinu, če ta kartica dela 3 cikle po 120 dni? 120 dni pa se podpržge nova, 120 dni pa nova. In je isto delala 365 dni, 100 terahashov. Rezultat v bitcoinu je identičen. Ljudje pa mislijo, joj, če gre na 120 dni, to bo manj zame. V dolarski vrednosti manj, ker je bitcoin trenutno hash price nižji. Ampak ne bo razlike, isto bitcoina bo namajnal. Doskrat jaz rečem, da je po en stran še bolj, če rudari dalj časa, ker ti si najel v narekovajih za 90 dni, delal ti je pa 120, 130, kakorkoli. To je tako, kot da bi najel avto za 90 dni, uporabljaš ga pa 120 dni. Plačal si pa za 90. Ja, a ni boljši? Isto kle, ampak outcome, rezultat v bitcoinu je isti. 100 terahashov rudari eno leto. In je vse en, koliko ciklov se obrne. To je edina fora. Tako da, to probite razumeti. Je pa res, da ljudje skozi gledajo v dolarski vrednosti. In pa spet jaz se rečem, ta dobiček 14% v dolarski vrednosti, če gre bitcoin gor, lahko je to v 70 dneh, smo videli kartice, ki so delale 65 dni, vidimo kartice, ki delala 150 dni, nima veze, ampak ta bitcoin ne ga zdaj uporabljati za plačilno sredstvo, ker ni temu namenjen bitcoin zdaj. Imam par ljudi, ki rečejo, jaz pa vsake pol leta probam te procente, kar je več dobička, pobrati dol, ima naprimer 20 kartic in mu naredi 3 nove, on ugasne, da ima skozi 20 in to, kar je novo ekstra naredil, pobere in bitcoin zapravi. In mu rečem, ok, ti si se imel lušten, šel si na masažo, kupil superge, pelil ženo na večerjo, ampak brez veze. Raj povečuj terahashe, čim več moči
vsaj do naslednjega halvinga, ki bo 10. aprila 2028, čim več bitcoina na rudari zdaj. Ne ga zapravljati, za božjo voljo. Počakaj, ker cena bitcoina bo šla gor. Vsak halving se cena podvoji. Zakaj bi zdaj zapravljal bitcoin, ko je, ne vem, 91 evrov, če ga je bolj sladko zapravljati, ko bo 200 evrov. In vse, kar je fokus, kar bi mogel biti naš fokus, vsaj moj je, ne? In pa fokus novih ljudi, nam razložimo, da je bitcoin mining, rudarjenje bolj dobičkonosno od nakupa bitcoina in pa po svojih zmožnostih rudari za čim več terahashi. Sistem je tako narejen, da ti avtomatsko kupuje kartice, kar je fajn. Če imaš možnost še vmes kaj dodajati, da probaš licenco čim bolj izkoristiti, da je na maksimumu. Ne, da imaš licenco za 30, gor imaš pa 7 kartic. Ker boš imel predrag strošek licence v primerjavi s tem, koliko ti bo narudarilo. In tudi ni dobro imeti licenco čisto zabasano, probaš vedno imeti lufta malo, da ti nove kartice lahko skozi ustvarja. Torej, zdaj, če imaš možnost upgradati licenco, je to super, če nimaš, pač nimaš po svojih zmožnostih. Ne? In to je sledi čim. In pa prav, da ima smisel. Ker to ni produkt, dam noter dolarje, dobim dolarje, pa razliko zapravim, ampak je bitcoin. Tako da dajmo ga gledati kot potencial, da lahko dosežeš še bistveno višjo vrednost, kot je danes, in na realen produkt. To je pomembno. Ne? Pa bom tudi v grupo poslal od Ramija razlago stable mining kartice, kako jo oni računajo, kako se vidi, da boste tudi to lahko v bistvu imeli po temu treningu. In pomembno je, da to osvojite, ker tako boste znali razložiti. Ker unike ne vejo nič o temu, pa njihovi ljudje, ki vejo še manj, pa ki jih ni na nobenem treningu, rečejo, ja, kaj je zdaj firma nam vzela, zdaj bom čakal 120 dni, to ni nič firma vzela, tako je realnost na trgu. In meni je fajn, da je transparenten, realen produkt. Ključno. Okay? Tako da to kot tem o stable kartici, če smo ravno pri karticah, zakaj pri nakupu kartic zdaj direktni bonus padel iz 5 na 2. Ok, to sem glih vmes zdaj povedal, padel je, ker je to trenutno je taka profitabilnost. Ni RVC-ja. Firma ne more nuditi RVC, če ga trenutno ni. Global hash price je najnižji v celem letu do zdaj in to je zdaj trenutno stanje bo tako do aprila. Potem po aprilu bomo videli situacijo drugačno in se bo to v bistvu prilagajalo. Ok? Torej, zdaj se pa